Lep pozdrav! Amnesty International v letošnjem letnem poročilu opozarja tudi na položaj izbrisanih. Lansko leto je Državni zbor Republike Slovenije sprejel posebne zakonske spremembe, ki urejajo pravni položaj izbrisanih. Žal pa je ta zakonodaja nezadostna, saj ureja samo vračilo dovoljenja za stalno prebivanje, ne predvideva pa nobenih povezanih ukrepov z mrežo socialnega varstva, zaposlovanja ali odprave krivic, vključno z odškodninami. Da je zakonodaja neživljenjska, dokazuje tudi samo 120 prošenj, ki so bile vložene več kot pol leta. Težava je zapleten upravni postopek. Po več kot 19 letih je izjemno težavno tudi dokazovanje dejstev. Posebna težava je združevanje družine. Tukaj bi radi opozorili na primer Alija Beriše, ki trenutno živi v Nemčiji. Ali Beriša je ravno kar dobil vrnjeno dovoljenje za stalno prebivanje. Žal pa postopek njegove družine, ki teče po zakonu o tujcih in je bistveno težji, še ni zaključen. Ali Beriša je trenutno pred izjemno težko dilemo. Naj se vrne v Slovenijo, vendar brez družine, ali naj ostane v Nemčiji, kjer je grozi nevarnost, da se mu izteče enoletni rok za preselitev v Slovenijo. Tovrstna sporočila teh upravnih postopkov kažejo na nezaželenost izbrisanih v Sloveniji. Na vladni ravni sicer obstaja posebna delovna medresorska skupina, ki preučuje položaj izbrisanih in snuje povezane ukrepe iz drugih pravnih področij. Vendar pa trenutno nismo seznanjeni z nobenimi osnutki ali predlogi te delovne skupine. Amnesty International glede na navedeno slovenske oblasti poziva, naj nadaljujejo z aktivnostmi in pripravijo tudi druge povezane ukrepe za odpravo izbrisa te najhujše sistematične kršitve človekovih pravic v naši državi.